Ko gledam te deževne prizore, si rečem, pa glih na ta dan ne more biti dež. Ampak brez dežja finale ne bi bil tak finale, kot je bil 27. in 28. oktobra. Še prej pa, kdo je prvak in kdo pred finalom še ni? Na predzadnji dirki en mesec nazaj, to je Reli Poreč, smo dobili prvaka v diviziji 1, to je posadka Martin Štucin in Gregor Maurer v Feliciji Kitkar. Že prej v Novi Gorici je naslov v diviziji 3 pripadal Alešu Zrinskemu in Roku Vidmarju. Naslov se je v Idriji odločal v generalni razvrstitvi med branilcem naslova Rokom Turkom in Klaudijom Dečekom. Mogoče pa je bil še bolj zanimiv boj v diviziji 2 med Timom Novakom in Aleksom Humarjem. Tim je zaradi dvakratnih težav Aleksa prevzel vodstvo pred zadnjo dirko sezone. Že 10. zapored je Reli Idrija gostil zadnjo, letos 6. dirko sezone. Tokrat sicer v izvedbi samo 3 različnih brzincev, skupno dolžino 78 km. Tradicionalno je to reli, ki se začne v soboto in konča v nedeljo. Na drugih relih sezone temu ni tako. Na listi prijavljenih smo tokrat lahko našli kar nekaj zanimivih posadk. Številko 4 smo lahko našli slovenskega prvaka leta 2007 in 2008 Tomaža Kavčiča. Ob njem pa v Hyundaiu i20 R5 Matjaž Korošak, ki je bil desna roka Tomažu Jemcu že kar 20 let nazaj. Številko 45 še en povratnik, Jan Mrak z Luko Koštrinom, starim dobrim MG-jem. Pod številko 23 pa se je nahajal Boštjan Logar s Clioom, a ga v objektive na reliju ni bilo mogoče ujeti. Zdaj pa na prvo hitrostno preizkušnjo. HP Idrija je kratek 2-kilometrski brzinc, ki načeloma ne bi smel predstavljati večjih težav. Pa celo Rok Turk je imel manjši moment. Zaradi tega smo v vodstvu po soboti imeli Aleksa Humarja in Jaka Cevca. Na drugem mestu Dečeko, tretji pa Kavčič. A priznajmo, seveda tako ni ostalo celo dirko. Kljub dežju in listju na cesti smo imeli samo 3 odstope. Miha Mušič in Črtomir Bergant z mogoče še najbolj nenavadno nesrečo sezone, dobrih 50 metrov dol v graben. Naslednji je bil Franci Božič, po soboti vodilni v diviziji 1. Potem je vodstvo prevzel Jan Mrak. Luka Brus pa je skoraj rešil tole situacijo, a se na to nerodno zavrtel. Vsi dirkači so jih k sreči odnesli brez poškodb. 4. HP je bil krožni brzinec Zadlog. Tudi tam ni šlo brez težav. Po koncu prvega kroga so bili na virtualnih stopničkah Rok Turk, Tomaž Kavčič in Aleks Humar. Sledil je obisk v servisno cono, nato pa 19 čez poldne znova štart HP dole v Ledinskem razpotju. Čeprav je domačin Martin Mlinar imel manjši moment, je bil še vedno vodilni v diviziji 3. A brzinc se je končal slabo. Andrej Čuk je bil po tej nesreči prepeljan v bolnišnico. Preostalih 12 posadk za njim je zato odpeljalo etapo in celo, glede na timing Omikron Plusa, dobilo čas 12 minut. Tudi nadaljevalo se ni najbolje. Dež se je na 6. brzincu močno okrepil in čisto vsi, no skoraj vsi, so se pritoževali nad stoječo vodo. Če mene vprašate, je bilo tako slabo, da ni bilo fer do zadnjih posadk. Pred zadnjim prehodom HP dole je Turk imel samo 2 sekundi prednosti pred Kavčičem. A ja, pozabil sem omeniti, da se je kakšno uro pred zadnjim brzincem zgodilo nekaj posebnega. Sebastjanu Lebu je kot povratniku uspela zmaga na reliju po Španiji. Tudi Kavčič je povratnik. Mogoče pa, vem, kaj mislite. Bom kar prišel na dejstvo. Ja, Tomažu Kavčiču in Matjažu Korošaku je uspela neverjetna zmaga. Zadnjič se je to zgodilo skoraj točno 10 let nazaj, 26. oktobra 2008 na reliju Istra. Kaj se je zgodilo? Je nič. Na koncu si prišel do konca. Kaj se je zgodilo? Tomaž. Tomaž, čestitke, zmaga, ste zadovoljni. Hvala, glej, ne vem, kaj ne rečem.
Neverjetno, no, svetovno, mater. Super. Hvala, Rok, hvala. Fuck, ej. Noro, ful dobro. Blanka, hvala. Čestitam Roku Turku za naslov državnega prvaka in upam, da se mu drugo leto pridruživa za celo sezono. Hvala lepa, čestitke. Hvala. Drugo mesto Roka Turka in Blanke Kacin je bilo seveda dovolj za drugi naslov državnega prvaka. Skupaj je neustavljiva posadka osvojila 145 točk. Dečeko in Kampejs se morata zadovoljiti z drugim mestom, Tim Novak in Uroš Ocvirk pa s kar velikim zaostankom na 3. mestu. A nič zato. Tim in Uroš sta postala nova prvaka divizije 2, 5 točk in pol pred Aleksom Humarjem in Jako Cevcem. Tim, čestitke, prvak, kako se počutite? Ja, nisem še prvak, prepito gumo malo, tako da sva šla ful previdno. Sam mislim, da je zadnja leva, da je prepito, no. Tako da sva, v bistvu polovico brzinca sva šla tako, je bilo precej skeči, no, ampak je bilo pa spet ful vode. Škoda, no, da je imela prepito gumo, ko je na koncu je nekaj padati, bi lahko še bolj tišala. Pač, kaj ne rečem, ja, lej, zelo zahtevna dirka. Jaz sem dal vse od sebe, po temu dežju, po tej vodi, to ni bil noben užitek voziti. Tako da pač jaz res držim pesti, da ne bo dobila 45 sekund od Fakina. Tako da ja, gremo zdaj do postaje dol čakati na rezultate. V diviziji 1 je naslov že oddan, a na 2., 3. in 4. mestu najdemo tesno razvrstitev med dirkači. Na lestvici top 10 zdaj najdemo še enega poratnika, zmagovalca Idrije Jana Mraka. Jan, čestitke, povratnik, domača dirka, ste zadovoljni za zmago? V bistvu smo izredno zadovoljni, smo sploh prišli na dirko, ker nismo nekaj planirali. Super, v bistvu, vse to je to, no. Super dirke, ne. Čestitke, hvala lepa. Hvala. Na zadnje pa še divizija 3, kjer spet ni zmagal prvak Aleš Zrinski, ampak Martin Mlinar. Prisluhnimo še njemu. Martin, drugi v svoji diviziji, kakšni so občutki, so se kaj ustrašili, ko ste prej mečken zleteli? Nobene panike. Škoda, ker nismo tam malo dala takrat, no. Je to. Kdo je pa zmagal? Gavčič. A? Gavčič. Generalno? Generalno. Ja, pa v najni diviziji. Ja, pa ne vemo še. Ne vemo. To bi ti mogel vedeti. Ja, ne vem še, kaj so zadnji. V glavnem in dva sva zmagal. Skoraj. Ja, Ste zadovoljni s sezono? smo. Ful v redu avto. Zdaj sva Trpina sicer ujela, nama je zamočila spredi in po 3 laufa. Drač pa v redu. Težka dirka, res vrhunsko težka. Pa še velik pritisk na domačem terenu. Res beden občutek je, da je zadnja dirka letošnje sezone mimo. A z lahkoto lahko rečem, da je bil 28. oktober 2018 res fantastičen dan za motošport ne samo v Sloveniji, tudi po svetu. Drage gledalke in gledalci, datum za začetek naslednje sezone je že znan. Vljudno vabljeni na 9. reli Vipavska dolina 26. in 27. aprila naslednjega leta. Še zadnja zahvala vsem, ki ste si vsakič vzeli nekaj minut časa in si pogledali pregled dogajanja. S tako podporo je res lahko vztrajati naprej in že zdaj lahko rečem, da boste review lahko spremljali tudi naslednje leto. Hvala za ogled in se vidimo prihodnjič.